S 1. avgustom prevzema javni gospodarski zavod Maprom upravljanje javni mestni potniški promet, za katerega ima predvidene tudi nekatere spremembe. Za leto 2012 načrtujemo nakup 9 avtobusov oziroma bi naj občina nabavila 9 novih avtobusov, krajših, okrog 10 metrov dolgih, ki bi se vozili po mestnem jedru, se pravi, to bi bili tako imenovani notranji krog oziroma cona 1. S tem bomo seveda tudi nekaj obstoječih avtobusov sprostili in bomo lahko potem malo popravili proge na zunanjem krogu, se pravi coni 2, oziroma tako je bila tudi pogovor o tem, da bi podaljšali nekatere proge v sosednje občine. Glede na to, da ste nastopili kot nov delodajalec, bojazen, da bojo ti ljudje ostali brez službe, ne obstaja? Ne, to je bilo tudi povedano, se pravi, mi smo komplet spisek, ki jih je Veolia pripravila, se pravi, to so bili ljudje, ki so pri njih delovali v okviru mestnega potniškega prometa. Ta spisek smo prevzemamo te ljudi z enakimi pogoji, kot so bili do zdaj, tako da ni nobene bojazni, da bi kdo ostal brez dela. Sistem plačevanja prevoza ostaja nespremenjen, potrebna bo zgolj menjava personaliziranih vozovnic. Bistvenih sprememb pa ne predvidevamo. Na začetku s 1.8. bojo v uporabi obojne elektronske vozovnice, tako stare Veolijine kot nove Marpromove vozovnice. Potrebno bo seveda zamenjati personalizirane karte, to pomeni mesečne vozovnice. Cena ostane enaka ali se bo kaj spremenila? Cena ostane zaenkrat enaka in seveda ceno določa mestni svet Mestne občine Maribor tudi na naš predlog, tako da okrog cene se bomo verjetno pogovarjali v prihodnjem letu. To pomeni, da se lahko tudi zviša cena? Ne predvidevamo zaenkrat nobenih zviševanj cene.